2,5 meseca je tega, kar je bila v Sloveniji uradno potrjena prisotnost okužbe živali z boleznijo modrikastega jezika SEVA8. Glede na zadnje podatke z najbolj prizadetih področij lahko sklepamo, da se razmere počasi umirjajo, čeprav po eni strani še vedno prihaja do okužb tudi v novih čredah, ker do zdaj okužb ni bilo. In žal še vedno poginjajo živali v čredah, kjer je okužba že več časa prisotna. Postavlja se torej vprašanje, kaj storiti, kako se spopasti z aktualnimi izzivi reje drobnice in tudi goveda. Predvsem pa je eno temeljno vprašanje te jeseni oziroma začetka zime, kako črede živali, ki so ostale, v kratkem času spraviti v čim boljšo kondicijo, torej še pred začetkom spomladanskega cepljenja. Drugo vprašanje pa je, kako pomagati rejcem, ki so ostali brez precejšnjega števila živali zaradi pogina in so pravzaprav pod nakovalom gospodarske škode, ki jo bo bolezen še prinesla v prihodnjih mesecih. Vemo, kaj se dogaja, potem ko enkrat okužbe izzvenijo in kako se to pozna v čredah. Rejci bodo torej pritisnjeni ob zid preživetja in to so vprašanja, na katera želimo odgovoriti ob današnjem srečanju. Moja gosta pa sta predsednik Veterinarske zbornice Slovenije Tomo Vankmiller, doktor veterinarske medicine, lepo pozdravljeni. In pa gospod Boris Grabrijan, rejec ovca avtohtone pasme Belokranjska pramenka in aktiven tudi v Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije. Gospod Boris, tudi vam lep pozdrav. Dober dan. Bi vaju najprej na začetku vprašal, kako vidva vidita trenutno stanje? Morda ker ste ovčerejec. Ja, pri nas je stanje pravzaprav še vedno zaskrbljujoče, mogoče tam, ker so se z boleznijo srečali že v začetku poletja, se stanje morebiti umirja, pa mislim, da tudi ne. No, drugod se pa seveda ta krog še vedno širi in če rečem za naše okolje, smo verjetno zdaj v vrhuncu bolezni. S tem se spopadamo že dober mesec in se mi zdi po mojem laičnem občutku, da smo nekako v vrhuncu, ko so težave največje. Gospod Tomo Vankmiller, vi imate morda bolj pregled čez celo področje Slovenije, predvsem na zahodu je bilo najbolj hudo. Tam sem včeraj preveril in slišal, da se morda umirja, čeprav poročajo o okužbah rej, ki do zdaj še niso bile okužene, recimo na Bovškem. To je ena stvar, druga stvar, kar pa je pozitivno, število poginjenih živali se je zmanjšalo. To je na nek način sicer lepo pa dobro, ne pomeni pa, da je to čisto dobro, ker pač to ne pomeni, da živali niso obolele, ampak na srečo se je število poginjenih zmanjšalo. A to zdaj pomeni, da se bolezen umirja ali ne? Če smo čisto pošteni, mi takšnih izbruhov v naši državi nismo imeli iz vidika te bolezni. To je za nas zdaj prvič, ker takrat, ko so se leta 2016 pojavili prvi primeri, smo potem takoj šli v cepljenje in se praktično ta bolezen pri nas niti ni mogla razviti do te mere. Zdaj pa opažamo mnoge stvari, tudi take zelo nespecifične, ki jih celo v literaturi nismo zasledili, ali pa celo take, ki so v literaturi navedene čisto na koncu, bomo rekli z drobnim tiskom. Zdaj pa imamo lekcijo bolezen modrikastega jezika v vseh dimenzijah pri nas. Bi lahko rekli, da se bomo na tem še učili? Seveda, glede na to, da je to prvič, da se prvič srečujemo z takšnimi kliničnimi primeri, pa ne posamičnimi, ampak masovnimi, je veliko primerov bilo na čredah ovac, kjer so pač statistično kar dosegali pogini tiste rezultate navedene v literaturi, medtem pa pri govedu smo mislili, da bo to šlo bolj neopazno mimo, pa se prav tako dokaj intenzivno pojavlja.
pri govedu. Gospod Boris Grabrijan, nekako je zadnje dni slišati, recimo včeraj sem preverjal za zahod, torej Soško dolino, Vipavsko, Kras, Banščice in potem po Soški dolini proti Bovcu. Govorijo o poginu od 20 do 25%, tudi v zelo dobrih čredah, torej čredah, ki so bile v dobri kondiciji. Kaj pomeni to za recimo eno ovčerejsko kmetijo? No, jaz mislim, da po znanih podatkih pravzaprav ni nekega pravila poginjanja v slabših ali boljših rejah živali v različnih kondicijah in tako naprej. Pravzaprav tudi doma nismo znali ločiti tega najbolje. Pri nas redimo poleg belokranjske pramenke tudi bovško ovco. Prav je imamo več kot belokranjske pramenke trenutno in jo molzemo. In pravzaprav poginov je več pri bovški pasmi, kakor pa pri belokranjski pramenki. Ta trenutek, ampak kot rečeno, mi šele prihajamo verjetno v to fazo. Poginov pa tudi praviloma pri nas, pri odraslih živali, najbolj proizvodnih živali v najboljši kondiciji. Sosed, ki je pa samo, bom rekel, nekaj 10 metrov stran od nas, pa je imel ekskluziven pogin vseh jagnet. Tako da tu pravil ni. Število poginov je pa seveda zelo različno. Jaz mislim, da se s tem ne operira dovolj resno. Jaz sem govoril z našimi veterinarji, pravzaprav oni teh podatkov ne zbirajo, terenski veterinarji, in jih nikomor ne sporočajo. Tako da ministrstvo razpolaga z nekakimi številkami, ki so vsem popolno neznanka, odkot jih imajo, so pa bistveno nižje od tega, kar mi vemo, da se dogaja v okolici. Pri rejcih belokranjske pramenke imamo primere tudi do 80% pogina v čredi. Joj. To pa je pravzaprav potem že na meji tega, kako se bo takšna reja lahko nadaljevala. Gre pa sicer za pasmo, ki se je doslej v vseh kriznih situacijah pokazala kot zelo dobra, kot primerna, izjemno prilagodljiva, skromna, ki je prenesla marsikaj. Na drugi strani pa seveda v nekem drugem okolju pa praktično ljudje mislijo, da belokranjska pramenka sploh ni dovzetna za to bolezen, ne? In še enkrat, verjetno bo z nekimi analizami pozneje moč dokazati, kaj je res in kaj ne. Ta trenutek bi pa težko rekel. Ampak avtohtone pasme zagotovo so ogrožene pač same po sebi, ker jim vsaka resna zdravstvena situacija ali pa druga lahko hitro pride do živega. Imam eno vprašanje za vas, gospod Boris, ampak ker smo pri številki, gospod Tomo, recimo, če pogledamo stanje na avstrijskem Koroškem, kjer se je bolezen kasneje pojavila, recimo en mesec kasneje kot pri nas, oni so poročali Evropski uniji in so številke zelo visoke, ker so vsako rejo testirali. Pri nas so na območju ene veterinarske postaje testirali eno rejo in ko se je tam pojavilo, ni bilo več testiranja in te podatke je Slovenija pošiljala očitno tudi v Evropsko unijo. Ja, ampak zdaj, zakaj je tako? Zaradi tega, zato ker je to bolezen na listi C. In dovolj, da vi na enem območju determinirate, se pravi, postavite zanesljivo laboratorijsko diagnozo, potem pa vsako rejo ne analizirate zaradi tega, ker so klinični znaki identični kot pa v tisti reji. To je moja razlaga. Zdaj vpliva na to mi nimamo. Res je, da je verjetno s tem povezano tudi cenovno, se pravi stroški, ki jih z takimi analizami sploh pri determinaciji oziroma genotipizaciji virusa, da mi praktično ugotovimo, za kateri serotip gre, to verjetno za sabo potegne nekaj stroškov. Drugače vam na to ne znam odgovoriti. Mislim pa, da zdaj bo še pa večji problem, ker bo Evropska komisija prav v tem obdobju zdaj bolezen modrikastega jezika iz liste C prestavlja celo na listo D. Kaj to v praksi pomeni? Recimo? Ja, to v praksi pomeni, da pač je to ena bolezen, za katero je še nižji standardi so, kar se tiče in ugotavljanja in poročanja. Kaj to dejansko potem pomeni? Da se Evropa distancira od drobnice? To pravzaprav pomeni, da je zadeva prepuščena bolj kot ne lastnikom živali, rejcem.
Da to ni več. Spopadajte se, kakor. Oziroma navadite se živeti z to boleznijo. To je ena težka beseda, sem jo že slišal, in sem rekel, da bomo kakšno besedo rekli, ampak morda kasneje. Gospod Boris, prej ste omenili, imate pramenko in tudi bovško ovco. Obe so avtohtoni slovenski ovci. Kaj taka bolezen lahko za avtohtone slovenske pasme pomeni? Prej ste rekli v eni reji 80%. To pomeni? Ja, to mogoče žal pomeni tudi konec, ampak upam, da ne. Zdaj, na naši kmetiji, če se vrnemo nazaj, imamo še veliko drugih avtohtonih pasem, tudi pri govedu, pri oslih, pri prašičih, pri perutnini redimo avtohtone pasme. In v nekem trenutku pred predajo kmetije mlademu prevzemniku sem jaz imel vse avtohtone pasme ovac doma na naši kmetiji, tako da smo lahko vsak trenutek organizirali našo svojo razstavo vseh pasem. Ampak, če se vrnemo nazaj, mi smo bili zelo veseli, da se je v bistvu nekako reja belokranjske pramenke prestopila meje same Bele krajine in jo imamo tudi na drugih koncih Slovenije, ravno zaradi situacij, kot smo soočeni danes z njo, da kljub temu, če bo kaj teritorialnega, je vedno večja možnost preživetja kritične mase živali nekje drugje. Najpomembnejše je seveda ohranjanje genskega materiala v živem. Se pravi, da redimo živali, ki so vedno nekako v okolju, ki se spreminja in se temu prilagajajo. Druga možnost je seveda, da to vse skupaj semenski material zamrznemo in čakamo nekih boljših časov. Vendar to ni resna rešitev, mogoče je pa možno seveda paralelno tako za rezervo kaj, ampak mi neke pasme ne moremo preživeti z zamrzovanjem embrijev in pa semena in podobno. Jaz upam, da se bi vendarle kaj premaknilo in tako kot sem to rekel pred več kot 14 dnevi na seji odbora za kmetijstvo, nič se ne dogaja in jaz nisem nič novega v zadnjem mesecu opazil, karkoli v komunikaciji in v ukrepih. Mi še kar naprej spimo in očitno čakamo slabega, mrzlega vremena, ko se bo situacija sama od sebe uredila. In to je nedopustno ravnanje. Ampak potrošniki ne čakajo, so se ustrašili, verjetno se pozna pri recimo nakupu sirov in tako naprej. Na vaši kmetiji Ne, pri nas pravzaprav nimamo nikakršnih težav, ljudje to zadevo sprejemajo in nam zaupajo, zaradi tega tudi smo vedno odprti, to nam veliko časa vzame, da ljudem pokažemo, kako kmetujemo, kakšne so naše živali, pa vendarle to pomembno. Je pa to v nekaterih okoljih popolnoma zaustavilo prodajo. Zdaj, situaciji gre na roko samo to, da je oktober nekako čas, ko je prodaja jagnet malce v zatonu, nižja, kot je to običajno, in ne bo imelo, bom rekel, gospodarskih hudih trenutnih posledic. Ampak, če začnejo potrošniki dvomiti, je to resen alarm in moramo zdaj misliti, kako bomo marca prihodnje leto jagneta prodajali, ko bo nov zarod zopet na trgu. In tukaj se pravzaprav veliko premalo naredi. Jaz mislim, da bi vsi skupaj morali potrošnikom dati jasen signal, da mleko in meso, ki so na trgu, so popolnoma varni, ker so vedno pregledani. V našem primeru vse živali koljemo v uradnih klavnicah, žival pregleda veterinar pred vstopom v predelovalni obrat in pred mi meso vzamemo nazaj ponovno. In enako je z mlekom, je pod velikim drobnogledom, natančnim, in vedno lahko zagotovimo, da to ni nikakršnih težav pri tem. Ampak ljudje morajo to večkrat slišati. In tu pa pravzaprav pogrešam oblast, ki pa ima vse vzvode, in nisem slišal, da bi do tega trenutka kaj naredila v tem vidu. Gospod Tomo, zakaj bi lahko v nekaterih rejah bil pogin večji, recimo, kot v drugih? Ste veterinarji iskali kakšne vzroke? Gotovo gre tukaj še za kakšne druge pridružene zadeve. Očitno, tega si drugače ne znamo predstavljati, ker če je imunski sistem neobremenjen, potem na polno lahko odreagira. Če pa je obremenjen še s čim drugim, je pa tu lahko dodatna obremenitev usodna za žival. Kaj zdaj to pomeni? Vedno v vsakih rejah in povsod tudi v naravi drugače
različni virusi krožijo, ki ne povzročajo hudih bolezenskih znakov, ampak vseeno pa malo obremenijo imunski sistem živali. To je ena izmed reči. Naslednja stvar je definitivno prehrana, ki vpliva na stanje živali in na njeno odpornost. Tretja stvar so paraziti. Četrta stvar je stres, karkoli takega se z živalmi v tem času lahko dogaja, nenaravnega, neobičajnega. Manipulacija z živalmi, to tudi vpliva na te stvari. Jaz ne trdim, da je zdaj to, ampak nizam stvari, kaj vse obstaja. Da bi pa posebej bila kakšna raziskava narejena, je zdaj v tem času premalo časa, da bi sploh tako raziskavo lahko zastavili. Vsekakor bi pa bilo dobro poiskati tu še morebiti kakšne druge dejavnike, ki prispevajo k temu, ali pa so v kakih čredah prisotni, pa mi tega sploh nismo vedeli. Postavlja se mi še vprašanje, recimo veliko se govori v zadnjih tednih o podpornem zdravljenju. Torej, ko živali obolijo, kako jim pomagati? Sej modrikastega jezika je nemogoče zdraviti. Tako, ja. Glede na to, da je povzročitelj virus, dejansko človeštvo zdravila, sredstva, se pravi, to ne deluje neposredno proti virusu. In vse, kar mi naredimo, spada v sklop podpornega zdravljenja. Zdaj, tudi aplikacija antibiotikov v tem segmentu z filozofskega vidika gledano deluje kot podporna terapija. Zakaj? Zaradi tega, zato ker je virus znižal imunsko odpornost organizma in so enostavno bakterije lahko povzročile ta pravo škodo. In to se tudi vedno zgodi. In drugače pa ta podporna terapija seveda z tekočinami, se pravi, če žival ne pije, tu spadajo ali infuzije direkt v žilo ali pod kožo, potem z minerali, z vitamini, z protivnetnimi sredstvi, protibolečinskimi sredstvi, z sredstvi, ki zmanjšujejo otekline, z sredstvi, ki zmanjšujejo prepustnost kapilar endotelija v kapilarah. To je recimo en tak sklop vseh stvari, kar bo pa verjetno moj sogovornik povedal, da tudi v veliko primerih z vso to podporno terapijo je rezultat nekaj časa uspemo držati pri življenju, potem pa vseeno posledice zaključijo zgodbo po 14 dnevih ali pa 3 tednih, ko smo mi recimo nehali z zdravljenjem. Ker eno je treba tu fejst podčrtati, kakorkoli, to so prežvekovalci. To so prežvekovalci in to je tisto osnovno, ker ko je enkrat ta njen vamp ugasnil in presnovni procesi in procesi prebave v vampu, tam se začnejo tako dramatične stvari odvijati, da začne praktično v takih zaplatah odstopati epiteli sluznice vampa, se luščiti in to je praktično nepopravljivo. To je nepopravljivo. Tudi če vi, ne vem, kuhate laneno seme, pa s tistim poskušate živali pomagati, da se strupene snovi vežejo. Ker, veste, prebava pri preživkovalcu je tako narejena, da tisto, dokler da vse normalno poteka, je čisto vse okej. Če se pa ustavi, pa tam začne, ne vem, goreti, vnet, in tlet in gnit, ne gre več v ta pravi smeri. Prežvekovalec, bistvo prežvekovalca je, da prežvekuje, se pravi, da tisto vlakninasto krmo iz kapice da nazaj v gobček in ponovno žveči tiste malo daljše, ko so najprej pač ovce to požrle ali govedo isto, in potem to krajša, s tem, ko pa krajša, pa intenzivno moči tisto krmo za slino, ki je bazična in za tisto bazično slino neutralizira potem kislost v vampu. In v tistem trenutku, ko je ovca nehala prežvekovati, je pH v vampu začel rasti. In to
močno naraste in seveda tista kislina potem povzroča tam zakisanost, ne samo neposredno v vampo, potem pa organizem iz ostalih delov pokliče rezervo alkalno, zato da bi tam poskušal neutralizirati, to pa pomeni, da pa na drugih delih, a veste, začnejo se težave in zato tudi živali obležijo. Tako kot pa sem že prej povedal, na tem ta je najbolj tanek epitelij, kjer roževina raste na koncu, se pravi iz tega živega dela raste neživo, kar ščiti podplat, ta čeveljček, ki ga ima ovca, in ko tam nastane oteklina, nastane vnetje in zaradi tega potem ovce to boli, ne hodijo več, ležijo in ko obležijo, je pa praktično tudi s tistim fizičnim delom porabljanja in pospeševanja prekrvavitve in oksigenacije mišic in ostalih delov telesa. Tu imamo zelo, zelo kompleksno stvar, ki je praktično se zelo enostavno začne, ampak iz tega enostavnega se pa strahovito zakomplicira. Gospod Boris, ko ovca enkrat obleži, je alarm. Verjetno je že prepozno. Zagotovo. Zdaj, mi smo se vsako ukvarjali in mislim, da nismo nobene več dvignili nazaj. Lahko, da je stala še en čas, ampak je šla. In vodeče ovce v takem trenutku, njihova jagneta, tudi na videz sicer popolnoma zdrava, so obnemela. In takrat veš, da je konec. Jagneta ne blejijo več, ovca se jim ne odziva in v bistvu tudi z zasiljenjem, z nasilnim vnosom vode ali pa hrane, mi smo pač dajali šrot in podobno, tudi, da vsaj nekaj zaužije. In tako kot je gospod doktor opisal, to ne vodi nikamor, to je v bistvu samo nekako podaljševanje agonije. Taki pride do te stopnje, očitno ni povratka več nazaj. Ampak ovca je plemenski material. Recimo, vanjo se je vlagalo, lahko celo desetletja, ko se je načrtno križala in tako naprej. In zdaj ostaneš brez tega plemenskega materijala, ki ti ga je uspelo, recimo. Ja, to zagotovo. Zdaj, sej za to, pač za samo to dejstvo jaz nikogar ne krivim, ne krivim pa v bistvu vse, ki ne pomagajo ta trenutek. Zdaj, avtohtone pasme očitno tudi obolevajo ali morda v kakšnem slučaju celo bolj kot druge. Pri ovcah je nek specifičen problem. Zdaj, veterinarski stroški seveda, ki jih veterinarja potrebuješ v teh slučajih, stroški hitro naraščajo, vrednost, sama ekonomska vrednost živali pa ni visoka. Veterinar hitro poje, če povem tako, tisto ovco. In ljudje so se v preteklosti dostkrat zatekali k prisilnemu zakolu, kadar je to mogoče, ta trenutek to seveda ni mogoče, v primeru bolezni. In ne vem, ovca, ministrstvo recimo priznava zelo malo v primeru izgube zaradi velikih zveri ali kaj takega. In ta strošek je hitro zapravljen v primeru zdravljenja. To je največji problem. Gospod Tomo, videli smo torej hude posledice bolezni. Kaj pa dolgoročne posledice? Recimo 14 dni nazaj sem se pogovarjal z veterinarko iz Belgije, tam so se sicer lani spopadali z sevom 3, ki je zelo prizadel tudi govedo. In je rekla, šele potem je prišlo od telet, ki so bila recimo slepa, spački, mrtvo rojena. Prebral sem tudi, da okužene matere lahko potem povržejo živali, ki so rezervoar okužbe celo življenje. Je to res? To sicer piše, ampak spet izkušnje s tem nimamo, na srečo, ker je... Torej nas to čaka raziskovanje v prihodnjih mesecih. Absolutno. Dejstvo je pa, da že to, da so živali prizadete, pa da je ta njihova rekonvalescenca relativno dolga, pomeni v tej laktaciji ali pa vsaj takoj po naslednjem porodu težave. To je definitivno, ker tako kot ste vi ali pri ovci ali pa če pri govedu pogledava, nastavili čas presušitve, take rezultate lahko vi potem po porodu naprej pričakujete. In zdaj, če ste vi
v letošnjem letu vam je bolezen močno prizadela čredo, to pomeni, da je tisto obdobje, ki je praktično gradnik za naslednjo laktacijo bilo tukaj prizadeto, ne pričakujte rezultatov. Se pravi, da če vse zadeve lahko ustavimo, se pravi, smo dve laktaciji v težavah, v izpadih in pri njih v velikem minusu, kar se tiče poginjanja živali, pri ovcah, pri govedu, ki pa sicer ne pogine, vsaj za ta serotip, ki se z njim zdaj ukvarjamo oziroma srečujemo, ne pogine, ampak so pa reproduktivni rezultati, se pravi parjenje, gonjenje, koncepcija, zanositev, potem abortiranje, evidentirano in pa velik padec mlečnosti. Pa tudi vse te stvari, ki sem jih prej za ovco opisal, veljajo isto za tudi pri govedu, ampak govedo pač ima 250 litrski vamp, in je pač toliko močnejše v primerjavi z eno ovco, Pa še to je treba povedati, da praktično, če bi šli relativni delež računati, pri malem preživkovalcu, pri ovci, je glede na celokupno telesno maso, je ta tisti vampek pri tej ovci praktično večji relativni delež, kot pa pri 800-kilski kravi. In je zaradi tega tudi tako velika katastrofa, ki se zgodi tam pri ovci, govedo pa to nekak zmore. Ampak, a veste, v živinoreji eno stvar pozabljamo. Tukaj praktično mi nimamo sistema invalidskega upokojevanja živali. Mi imamo tu bolj resen problem, taka žival potem praktično, pa bo zdaj kakšne nevladne organizacije skočile v zrak, ampak mi moramo tudi na tem segmentu se obnašati zelo racionalno. Ko smo to žival nekako ohranili pri življenju, če nam je pač uspelo, pa se tu z gospodom popolnoma strinjam. A veste, če jaz kot veterinar pridem enkrat, dvakrat, trikrat k eni vaši ovci, tam nalivama, sondirava, vstaviva venski kanal, infuzijo spuščava, to, ko stroške zdravil seštejeva, pa tudi moje stroške, ker tega pač ne morem narediti zastonj, je to velik strošek, relativno gledano na tisto eno žival. Če bi očereci sicer ne komplicirajo, če gre to za posamične primere, ki se tudi zgodijo. Poškodba, recimo. Ja, ali pa da ena sama zboli, pa lahko tudi naredimo velik poseg, pa nikoli ne bo problem. Zato, ker pač ostali del črede lahko to skompenzira, ker je vse ostalo pa je zdrav in normalno poteka proizvodnja. Če pa je to prizadeta cela čreda, je pa ena na takšen način nekega intenzivnega zdravljenja velik finančni zalogaj, žal pa oba dva veva, da na koncu pa tudi, če nam je res iskreno uspelo podaljšati to njeno življenje za 3 tedne, za mesec dni smo že čarovniki, potem je pa zgodbe ponavadi konec. Pri govedu imamo pa tisti problem, to smo tudi pač prebrali, od kolegov, ki so se s temi kliničnimi primeri, pa jim nič ne zavidam, da imajo te izkušnje, bi bil bolj vesel, da jih ne bi imeli, pri nas, ampak pričakujemo potem težave naslednje leto, pa a veste, kaj to pomeni, recimo doba med dvema telitvama pri kravi je 305 dni, če je vse normalno, in potem mi podaljšujemo to dobo, pa spet 3 tedne, ko se goni, pa se pregoni, pa spet 3 tedne, pa spet 3 tedne. Vmes ta žival normalno je, normalno, vse poteka normalno, laktacijska krivulja gre že skoraj proti ničli, zaradi tega, ker je tako dolgo breja ni, in potem moramo pač
tako žival, ne glede na to, kakšen genetski potencial nosi v sebi, a ne, kot ste prej rekli, 10 let, a ne, delate na tem, a ne, se to ni ena ovca, ok, zraste relativno hitro, ampak da pa mi do takega genetskega materiala pridemo, ste pa praktično nekateri posvetili svoje življenje temu, ne, in to niso tako enostavne stvari, pa tu ne gre zdaj za to, a veste, da bi mi hoteli, tako kot je danes zelo moderno, a ne, neka čustva dati v te stvari. Ja, ok, ampak čista matematika, ne matematika, računstvo, a ne. Vi pripeljete hudo dobrega ovna, a ne, ga nekje zlicitirate ali pa ga sami vzredite, kako dolgo to traja, pa potem, da jih morate nekaj imeti, ne morate na enem samem graditi, a ne, to ni selekcija, pa potem, da tisti postane tak plemenjak, pa da vi šele potem vidite po 2-3 letih, ali so njegove potomke take, kot bi naj on bil. To je res, mislim, živinoreja je zato tako občutljiva, zaradi tega, ker je to dolgotrajen proces, ker to pač ne moramo zdaj vgasniti kamero, mikrofon, pa je zgodbe konca. Ne? Gospod Boris, prej ste že omenili komisijo v Državnem zboru, kjer ste sodelovali na tistem prvem srečanju in opozorili na te gospodarske posledice. Takrat ste tudi rekli, da brez hitrega odziva oblasti ne bo več mladih kmetov, ne bo več hribovskih kmetij, kmetov na težavnih območjih, ki redijo drobnico, in da gre za ekonomski problem, ki lahko postane usoden za podeželje. Lahko to našim gledalkam, gledalcem pojasnite? Ja, tako kot smo že rekli pri živalih, ne, ta bogatstvo genskega materiala, ki smo ga ustvarjali, dvignili skoraj iz nič pri Belokranjski Pramenki od leta 97 naprej. Isto je pri kmetih, ne. Zelo malo mladih kmetov lahko nahecamo v našem okolju, v težkih obdelovalnih pogojih, v hribih, planinah in tako naprej, da se uprimejo profesionalno tega posla. In zdaj, seveda, v tej situaciji je velika nevarnost, da nam ti ljudje, največji naš potencial, odidejo iz panoge. Namreč, še enkrat, ne, nič se ni še zgodilo na strani ukrepov v teh mesecih, odkar se o tem pogovarjamo, da je situacija zelo resna. Pri nas, ker imamo večji del črede mlečne, se pravi molzemo, res je, da se konec leta izteka laktacijska doba, ne, pri ovcah je to krajše kot pri kravah, ampak vseeno, zaradi bolezni gre ta krivulja zelo rapidno navzdol in pravzaprav ta trenutek živali prihajajo na mozišče samo zaradi tega, da so na boljši kontroli, da jih vsakodnevno preverjamo, da so v rokah, da jih pocrkljamo in tako naprej. Proizvodnja mleka je pravzaprav konec, zaradi tega bo konec proizvodnje jogurtov, sira in seveda potem čez nekaj mesecev ne bo tega prihodka, ki bi moral biti od tega zorjenega sira, ki bi zorel več mesecev. Mladi kmetje pa morajo tudi danes plačati zavarovanje, poravnavati redno vse stroške, kupovati repromaterial in tako naprej. Vrtec, vse te stvari je seveda potrebno delati in vlada se vedno hvali s tem, kako je največja zaposljivost ta trenutek, kako je konjunktura dobra, kako je vse odlično in ljudje se hitro lahko odločijo, da poenostavijo zadevo, zaprejo vrata hleva in odidejo v tovarno. Ne? To je veliko enostavnejše in konec koncev z manj napora, ni pa tako lepo, kot gledamo mi na tole. Tako da tu bi treba dati hitreje jasen signal. Jaz sem bil izjemno razočaran, ko so bili kot ukrepi pomoči predstavljene zadeve, da bo pa subvencija namesto aprila meseca ali marca prišla januarja. To pač ni resna pomoč. Ne? To mi se zdi zelo neodgovorno takšno razlaganje. Ne navsezadnje, nekoč so te iste subvencije prihajale že decembra. In to, da bojo zdaj prišle januarja, sploh ne more biti nek napredek. In navsezadnje, v času korone in drugih težav je Evropska komisija dala popolnoma jasen signal, da se lahko subvencije izplačajo že oktobra meseca, če država izpolni se te zahtevane pogoje. In mi tukaj nič ne naredimo. In če samo majhen se še ozremo v tujino, na Irskem imajo vse obdobje pri isti evropski zakonodaji prakso, da vsak človek, vsak kmet mora biti obdarjen do prihoda svetega Miklavža. Se pravi, 6. decembra mora zadnji kmet dobiti vsaj eno od oblik
podpore za kmete v Evropski uniji. Večina prej, in ta zadnji mora pa dobiti pred tem dnevom. Tako da Miklavše so vse. Ne, na vse zadnje tam gledajo na zadevo tako, da ko kmetu daš nek fičnik, ga ta hitro zapravi za nov traktor, nova semena, nova gnojila in tako naprej in to obrača gospodarstvo. Pri nas pa ne vem, zakaj iščemo izgovore kar naprej, da je še legalno, če še malce zavlečemo ta izplačila. Še na en obrat v vsej tej zgodbi se mi zdi tak zelo težek črn. Takrat, tik preden se je pojavil ta SEV 8 izbruh modrikastega jezika, smo bili priča napadu na rejce drobnice. Eno od nevladnih društev, nevladnikov, je celo na socialnih omrežjih zapisalo, da drobnice ne potrebujemo, da lahko divjad opravi to vlogo vzdrževanja krajine. Potem ste rejci skočili, pojasnili, da zadeve ne držijo, so ta zapis umaknili, ampak izbruhnila je bolezen. Ja, res je. Eno za drugim je šlo tako, kot bi si človek mislil, da gre kaj za sistematično zaroto, ampak ne moremo na tole gledati. Absurdno je, da neka organizacija, ki nima absolutno nikakršnih znanj na tem področju, kar je bilo iz teksta popolnoma jasno, ima pa seveda določen vpliv, glede na število lajkov, ogledov in tako naprej, je bilo videti, da je to zelo velik krog ljudi pogledal in se tudi strinjal, kar je absurdno. Res pa je, da smo jih iz večjih strani takrat podali utemeljene obrazložitve, ki so peljale do tega, redko se to zgodi, da izbriše potem nekdo svoj tekst, ki je očitno bilo ugotovljeno, da je nepravilen. Ministrstvo se ni odzvalo. Ne, nič se ni odzvalo. Pa mislim, da so bili prvo poklicani, da to zadevo nekako obrazložijo. Se hvalijo za komunikacijo, tukaj ni bilo nikakršne komunikacije. In veste, če pa pogledate majhen lajke te organizacije, kdo njih hvali in koga oni hvalijo, so tudi tukaj poteze bile popolnoma jasne, kam pa staco moli, če tako rečem. Kdo je v ozadju? Gospod Boris, če nekako potegneva črto pod ta gospodarski vidik, tudi meni se zdi sprevrženo, ko začneš javnosti pojasnjevati, da rejci dobijo to subvencijo, drugo subvencijo, tretjo subvencijo. Tudi rejci v Avstriji dobijo iste subvencije, pa prej ste omenili Irsko. Iste subvencije, pa recimo na Irskem zdaj bolezni ni bilo, hvala Bogu. Kaj bi po vašem mnenju, recimo tudi če gledate svoje naslednike, ki so se vrgli v to zgodbo in so zdaj potisnjeni ob zid, kaj bi morala država storiti v takih primerih? Recimo, plačati zavarovanje, omogočiti na tak način preživetje mladi družini. Konec koncev potrebno bo nabaviti nove živali, če boš hotel obdržati pridelavo in posledično preživeti. Ja, govorimo o izgubi trenutnega dohodka, ker proizvodnost pada. Mogoče ampak nekateri ljudje se srečujejo s tem z nezmožnostjo prodaje proizvodov. Po jagnetih, po nekaterih okoljih več ne povprašujejo ljudje, in to bo trajalo en čas. Položnice pa, kot ste samo gotovili, pa redno prihajajo, tu ni nikakršnih zamud. Zdaj, če nekdo ne more danes nakazati denarja, tudi razumem, da sistem zahteva neko dobo, da sprocesira te zadeve, pa je nujen jasen signal, da se ljudem sporoči, mi smo tukaj, mislimo na vas in imamo ukrepe in se jih našteje. Zavarovanje, odškodnine, neke perspektivne zadeve, ki bodo omogočile obuditev panoge in tako naprej. Pri Belokranjski Pramenki smo že bili na 128 plemenskih živalih in z odločbo o kastraciji vseh plemenskih ovnov. Pa je prevladal nek razum med, veterinarsko inšpekcijo, da smo jih rekli, glejte, smo v procesu priznavanja, samo še kakšen mesec nam dajte. In smo se to uspeli dogovoriti in dvigniti in zdaj je to ponos slovenske stroke in politike Belokranjska Pramenka. Ampak na tem smo, da jo ponovno zgubimo in kar je še hujše, zgubili bomo mlade kmete, ki to redijo. Problem marginalnih okolij še posebej je, da ni mladih kmetov. Rejci drobnice,
Mene smatrajo za mladega, pa sem že predal, ker sem mislil, da tole ni več potencijala, da mora iti naprej. In mladi ljudje morajo biti zanesljivo nekako informirani, da se jim bo pomagalo, čim prej, da se bo pomagalo, da se zvozi. Veste, mlad kmet, ki nima drugih dohodkov kot na kmetiji, tudi Ljubljanske banke ne prepriča za limit večji od 200 evrov na svojem tekočem računu. To so take banalne težave, s katerimi se ljudje morajo spopadati in v bistvu ta trenutek še nimajo nobenega odgovora, da se bo zadevi šlo v korak in pomagalo. Če pogledamo še na tretje področje, gospod Tomo Vankmiller, prej sem vas vprašal, če bodo lahko tista teleta bazen virusa, bomo videli, ste rekli. Ja. Kaj pa divjad kot bazen virusa? Zdaj v zadnjih tednih lovci poročajo o številčnem poginu, torej se bolezen širi tudi med divjadjo in dokler so mušice in tudi spomladi, ko bo šlo naprej, se bo bolezen lahko spet nazaj prenašala. Absolutno. To je čist realna bojazen, ne samo bojazen, to bo dejstvo. Ker ta virus se naseljuje tudi v divjih preživkovalcih, ne samo v domačih. In zdaj, ko je ta populacija pri nas obolelih živali relativno velika, pač te mušice letajo povsod in okužujejo tudi divje preživkovalce in tako bodo tudi naslednje leto in še kakšno leto naprej, če nič ne bomo storili na tem področju, iz bazena divjih preživkovalcev okuževale naše preživkovalce. In lahko pridemo do situacije, da bo ta sev ostal in se pridružil še kakšen nov. Tako. To je pa lahko še bolj usodno. Zdaj virusi imajo tudi svoje zakonitosti in v enem trenutku potem zgubijo na virulentnosti, ko pač preidejo iz toliko osebkov na toliko osebkov. Lahko se pa zgodijo pa mutacije, spremembe in nastane nov sev, ki je pa praktično imunost od tega seva vas ne rešuje ali odvezuje pred novim sevom. Se pravi, je bolezen prisotna konstantno. Trenutno se rejci lahko borijo edino z repelenti, recimo. Ta trenutek žal. Ja. Sledilo bo cepljenje. Država se je odločila proti 3 sevom, kar je smiselno glede na to, kar se dogaja v okolici naše države, recimo Avstrija, Italija in tako naprej. Bo mogoče s temi cepivi zadevo obvladati? Rekli ste veterinarji, da je potrebno poseči tudi med govedo, sicer ostane rezervoar. Ja. Zdaj, kar se tiče teh serotipov virusov, Madžarska poroča o izbruhih trojke. Zdaj, kakorkoli Madžari so naši sosedi in tu je, se pravi, ni tako daleč, da bi kaka mušica ne mogla pripotovati. To je velika bojazen, se tega zelo bojimo. Ko ste pa omenili cepljenje, to je edina, druge ni. Edina reč je cepljenje proti tem. Zdaj pri nas naj bi cepili za trojko in z drugo kombinacijo, se pravi 4+8. Kako to izgleda v praksi? Hkrati cepljenje? To sta dve različni steklenički, ven je trojka, ven je pa kombinacija 4+8, se pravi vsako žival bomo pičili 2-krat. Ampak ob istem obisku? Ob istem, da. 2-krat ob istem obisku in potem govedo pa koze, po mojih podatkih je potrebno ponoviti, ovce se pa samo enkrat cepijo. Ovce malo drugače imunsko odreagirajo, medtem ko govedo pa koze je pa treba to isto ponoviti po mesecu dni. Gospod Tomo Vankmiller, upam, da se bo začela zadeva umirjati, vsaj da bi mušice nekako propadle, da bo prišla bolj mrzlo vreme čim prej, zato da ne bodo več tako se širile. Kaj naj bi rejci, recimo potem v teh mesecih, recimo da bo to polovica
novembra, pa december, januar, ko se bo že začelo cepljenje, storili? Recimo pri govedu, pri drobnici. Kako tem živalim, ki nekatere črede so šle skozi okužbo in so samo nekatere živali ostale, verjetno niso v dobri kondiciji. Kako jih spraviti v dobro kondicijo? Nekateri celo razmišljajo, če je bila čreda okužena, če je prebolela, je že naravno odporna. Je to res? Ja, po literaturi naj bi govedo bilo odporno lahko tudi tja do 5 let, ovca pa 2 do 2,5, a ne? Po preboleli. Ampak zdaj, če smo preboleli virus 8, a ne? Ja. Tako sem prej povedal, neuradno, a ne, je pa zelo blizu sta virus oblika 12 pa 13 na Nizozemskem in oblika 5, a ne? Se pravi, zdaj tega pa ne vemo, vsaj pri nas nimamo teh izkušenj, pa tudi to ne moremo trditi, ali imunost na 8, a ne, vseeno nekaj doprinese k imunosti na 5 ali 12. Ne vemo. Ne? Iz Avstrije poročajo, da tam, kjer so bile črede cepljene proti trojki, se je zdaj poznal kot lažji potek osmice. Medtem ko v čredah, ki niso bile cepljene, imajo tudi v Avstriji zelo velik pogin. Ja. Zdaj, tukaj jaz upam, da razumete, da jaz kot veterinar vam nič drugega ne morem in nikoli ne bom drugače trdil, kot pa da je edina zaščita cepljenje. Če ste me pa vprašali, kako v dobro kondicijo spraviti, najprej svetujem, da se pogleda, pregleda in preveri stanje parazitoz v čredah, tako drobnice kot goveda. Pa to ne pomeni, da če smo zdaj vzeli blato pa naredili analizo, da je bilo negativno, da to ni v tisti razvojni fazi, niso paraziti, ko pač ravno ne izločajo jajčica. Tu je tudi treba biti ta analiza, to ni drago. To, se pravi, potem, da to odpravimo, potem malo prekontrolirati, kakšen imamo obrok, da ne v kakih, beljakovinah energiji pretiravamo, pa je premalo vlaknine, predvsem v intenzivnih rejah je povsod premalo vlaknine, ker pač moramo dosegati standarde visoke proizvodne. To zadevno pa poskušati mogoče živalim čim bolj njihov naravni način prehranjevanja, naravni način bivanja, podpora mineralno-vitaminska zdaj ali z lizalnimi kamni ali z vitamini v vodo za pitje ali tudi, more biti z injekcijo, z veterinarji se dogovoriti, recimo odvisno od tega, to bojo rejci, boste rejci najlažje sami ocenili, pa potem na podlagi tistega se posvetovali, kako naprej. Drugih, tak nekih čarovniških trikov pa v tem primeru ni. Res pa je, da zdaj, tako kot je gospod povedal, če bo laktacijska krivulja šla navzdol, je tudi treba biti previden, da bomo temu primerno obrok prilagodili, ker če ne, se nam bojo pa zredile pretirano, ker tiste energije pač ne porabijo za mlečno proizvodno in se potem to pretvori v loj, kar pa potem za naslednjo laktacijo je spet problem, ker žival in tudi mi se ne zamastimo samo pod kožo, ampak se tudi med mišične celice, med jetrne celice in imamo potem probleme takoj po porodu z štartom laktacije. Tukaj je treba biti tudi zelo previden, da bomo živali pripravili. Torej, če vas prvo razumem, nič storiti bo velika napaka. Ja, točno tako, absolutno. Ja, če pustimo, da pač se bo zgodilo, kar se bo zgodilo, to ni v redu. Gospod Tomo, kaj bi rekli rejcem, ki bodo, ko se bo začelo cepljenje, rekli, cepljenje prinaša, vemo, zgodbe iz leta 16-17, posledice in si teh posledic ne želimo. Ampak zdaj vidijo pogine, kaj prinese bolezen. Glejte, hvala za to možnost tukaj. Izkoriščam to možnost, da poskušam vašim gledalcem in poslušalcem dopovedati, da dejansko vsako cepljenje seveda jasno, to v vseh navodilih piše, so tudi stranski učinki.
ampak skozi razvoj stroke, farmacevtske, skozi razvoj cepiv, so ti stranski učinki res minimalni. Tudi po literaturi, po navedbah, tudi ko ta cepiva gredo skozi stroge kriterije, da pridobijo registracijo, da sploh smejo na trg, morajo te stvari biti navedene. In če odstopajo pri monitoringih, se takšna cepiva iz trga tudi odpokličejo. To ne pomeni, da je zdaj pogin nenadoma večji. Če odstopa od tistega, kar so proizvajalci navedli, se pravi, da bo pogin 1% in če je pogin 5%, bodo tako vakcino odpoklicali. Zato, ker nekaj ne štima, ker je to preveč. Je pa nekaj res, da bi mogoče bilo pa prav, da bi vseeno sledili tistemu drugemu cilju, proti kateremu gremo, da živali zaščitimo. Mi imamo velik problem v naši družbi zaradi tega, zato ker se bolezen ne sme in zatiranje bolezni se ne sme izkoriščati v druge namene, še najmanj pa v politične. In zaradi tega imamo mi tudi težave, zato ker je tudi proti vsem oblikam cepljenja bilo toliko enega propagande zlorabljene in je bila stroka zlorabljena in to se ne sme. To se pač preprosto ne sme. Mi bomo se zelo potrudili, da bomo poskušali nekatere stvari prilagoditi ali pa ugoditi, zato da ja ne bi, namerno ali načrtno z čem povzročali stvari, bomo, stroka to sigurno bo, zato ker tisti, ki k vaši hiši hodi, se z vami osebno pozna, 30-40 let sodelujeta, je to tudi vzpostavljen en osebni odnos in iz tega vidika bomo pristopili na ta način, da bomo poskušali tukaj iti nasproti. Dejstvo je pa, da moramo pocepiti, če hočemo živali zaščititi. Verjetno imate tukaj v mislih tudi biovarnost, da se recimo bolezni ob cepljenju ne bi prinašali iz črede v čredo. To se je dogajalo leta 2016, žal. Seveda, a veste, vse stvari imajo pluse, pa imajo minuse. Že to je problem, če veliko ljudi nenadoma pride k vašim živalim. One tega niso navajene. In za vse živalske vrste pač velja, a me pustite, prosim, pri miru. To je njihova filozofija. Dajte mi mir. Vi imejte svoje filme, nas pa pustite pri miru. In ko mi začnemo hoditi okoli njih, ko jih začnemo manipulacije taka in drugačna, številčenje, jemanje krvi, preverjanje, to je za živali stres. In tisti stres tudi zniža imunsko odpornost organizma, potem še pa zraven kaj pride, je pa hitro problem. Ja, in stres je lahko tudi napad zveri, recimo. Ampak sem vas mislil vprašati, gospod Boris, kako kot rejci vidite to področje? No, vsaj v našem primeru nismo nikoli dvomili v nujnost cepljenja in vseh veterinarskih in drugih ukrepov, tako da nikakršnega skepticizma nikoli pri nas ni bilo. Verjamem pa, da se kje pojavlja. Čeprav menim, da se je te zadevi preveč posvečalo pozornosti, se je dramatiziralo, če 10 glasnih ljudi nekaj reče, to pač ne pomeni nikakršnega odstotka v skupnem številu rejcev. Ampak vse to nas ne sme zavesti, da zdaj cepljenje na silo pa bo, pa vse je v redu, vse je boljše kot nič. Cepivo mora biti kvalitetno in storitev mora biti absolutno kvalitetna. Tako bomo dosegli svoj namen. Naj povem, da sem pač iz veterinarskih krogov slišal, da je ena od variant nabave cepiva tudi problematično cepivo, ki ima negativne posledice že danes, da se ve, endemi in podobno. In če se da temu ogniti, bi seveda apelirali na vse, ki so vpleteni v dobavo cepiva, da se temu posveti res vsa pozornost. Ker
bom rekel, to bo pa potem res, nekvalitetna nabava cepiva bi pa res pomenila korak nazaj in povečanje skepticizma in težave. Tako da itak se bomo spopadali z vsemi drugimi težavami, tako kot je gospod doktor omenil, živali so v slabšem imunskem stanju, koliko v slabši kondiciji, veliko problemov in vse to je treba zdaj rešiti. Seveda pa potrebujemo tudi strokoven nasvet, kaj vse. Eden od nasvetov je bil ne ta trenutek, ko so živali obolele, jih tretirati še proti parazitozam, pustiti jim tale mir in tako naprej. To treba videti. Tudi nasveti okrog zapiranja v hleve in tako naprej. Osebno menim, da to ni imelo vpliva na potek bolezni oziroma zdravljenja, veliko komplikacij, stroškov in mogoče celo negativne vplive. Ja, glede na to, kako so živali navajene in kako jih s tem vržeš. Tako, to je bil dodaten stres. Tako, ja. Torej, za konec, morda obema vprašanje, kako zagotoviti to zgledno sodelovanje med rejci, veterinarji in na koncu tudi oblastjo? Glede nabave cepiva, recimo v tem primeru, ko ste izpostavili to, recimo po tistem pogovoru z belgijsko veterinarko Barbaro Beci je bilo jasno, da so tam rejci letos zadovoljni, da so izvršili cepljenje, ker bolezni ni, hvala Bogu. In so lani imeli štalo in zelo hude posledice. In bodo nadaljevali s cepljenjem naprej, čeprav tam država sofinancira samo storitev cepljenja oziroma cepivo morajo sami kupiti. Torej, kako vse to izpeljati zato, da bomo uspešni, da drugo leto ne bo štale, kot je imamo zdaj? No, gotovo je najprej informiranost. Tukaj je bilo veliko zamujenega časa in ne se zadnje, če rečem, normalnega rejca, odraslega, starejšega je dosegla edina informacija skozi zloženko, ki je prišla po pošti. Drugih informacij nek rejec v hribovitem predelu ni dobo. Internet, Facebook in tako naprej, to ni resna informacija za ta segment ljudi. In seveda, v bistvu vsi se še vedno učimo in tukaj pričakujemo vedno svež dotok informacij, da bomo imeli najnovejše ugotovitve in nasvete, kar se tega tiče. In seveda mora potekati vse absolutno resno, tako kot sem rekel, od kvalitete storitve in pa cepiva, da bo to res najboljše. In da bo pa, bom rekel, uspeh absolutno dober in tudi pravično bi bilo, vsa ta storitev in cepivo in storitev cepljenja mora biti brezplačna in obvezna za vse rejce, da res dosežemo kritično maso. In še enkrat moram ponoviti, tudi vsa pomoč rejcem mora biti čim hitrejša in seveda pravična. Laično vprašanje, gospod Tomo Vankmiller, bi se lahko Slovenija povezala z Avstrijo glede nabave cepiva, zato da bi bila večja količina, da bi lahko prišli do boljših cepiv? Ne. Zaradi tega, zato ker praktično moramo mi sami naročiti cepivo, naša agencija mora odobriti to nabavo, ker imamo državno regulativo tako. Ampak jaz mislim, da to ne bo problem. Ko ste rekli, kako doseči, je že gospod povedal informiranje, zato se vam iskreno zahvaljujem. Take reči so ta prave, da dosežejo čim večje število ljudi na iskren način, brez pripomk. Mi tudi podpiramo to, da je cepljenje obvezno in da je plačano iz strani države. Nam se to zdi logično, pošteno, normalno. To je tudi v imenu dobrobiti živali. O kateri tako veliko govorimo. Ja, ker če gospoda vprašate, na kakšen način so njegove živali zaključevale to zadevno bivanje, to ni dobrobit. Ne? Ja, nekateri opozarjajo, na mačko bomo zdaj dali za čipiranje 30 evrov. To zdaj spet ne smemo. To spet ne smemo, ker potem smo tako kot otroci v peskovniku. Zdaj, to ne smemo, je tudi tisto, da tam naredimo red, tudi prav.
prav je pa, da pač vemo, da smo odrasli ljudje, da Slovenci smo odrasli, ko smo se odločili, da gremo na svoje od ene druge države in pol je pač treba tudi položnice, ko greš na svoje plačati. In zdaj je pač prišla položnica, cepljenje Blutong. Se pravi, cepljenje modrikastega jezika, zdaj lahko malo preklinjamo, a ne, mal ni fajn, ampak zaradi tega pa noben odrasli človek tudi k mami nazaj ne bo šel. A ne, bo pač tisto položnico plačal in tukaj se moramo zrelo obnašati kot družba in pač sprejeti ta strošek, zato ker to, da hočete rediti našo avtohtono pasmo, je vsega spoštovanja vredno in mi vas kot družba pri tem podpiramo, sicer ne neposredno, ampak s tem, da bomo pa plačali cepljenje vaše živali, je pa izkaz tega, da sem kot Slovenc ponosen, da to imamo. Tako, hvala lepa, gospod Tomo Vankmiller, pa gospod Boris Grabrijan za obisk v našem studiu, zato da sta vsak svoj vidik te zgodbe, ki bo, upam, kmalu zgodovina. In bo cepljenje uspešno in potem bomo rekli, smo na pravi poti in bomo samo obnavljali zaščito, zato da se kaj takega več ne zgodi. Belgijski kmetje pravijo nikoli več. Ja, upam, da bo temu res tako. Narava je pa takšna, da si bo gotovo izmislila nekaj novega in se bomo ukvarjali z novim problemom. Srečno pot domov. Hvala lepa. Hvala.